dober dan. Strani Slovenske demokratske stranke bom podal nekaj mnenj predvsem o kandidaturi magistra Damjana Florjančiča za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V Slovenski demokratski stranki menimo, da tranzicijska pravičnost očitno v Sloveniji nikoli ni zaživela. V državi, ki je bila predmet, lahko rečemo, tudi po drugi svetovni vojni največjega genocida, v državi juridističnih umorov, v državi umorov prebežnikov čez mejo, kjer so nekoč varnostni organi pobili več ljudi na mejah kot v znanem berlinskem zidu, in za te zločine nikoli noben ni odgovarjal. Del te krivde, del te, lahko rečemo, zmanjšane tranzicijske pravičnosti je tudi na strani najvišjega rednega sodišča v državi, to je Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Kot veste, je to pritožbeno sodišče tretje stopnje, na katero izdaja tudi sodno prakso s svojimi judikati, v bistvu bi naj vodilo neko pravno prakso in konsistentna pravna praksa bi lahko tudi zmanjševala številne tožbe, številne pritožbene postopke. Cela vrsta ljudi, državljanov, državljank, bi se manj odločalo za številne tožbe, ki bi lahko že, rečemo, naprej izgubljene. Vrhovno sodišče je tudi eden iz zadnjih sodišč, preden se ljudje odločijo za tožbo na sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Kot veste, je Slovenija na tem sodišču uživa v negativnem smislu prvo mesto, torej za 148 kršitvami na milijon prebivalcev zaseda prvo mesto. Prav tako uničujoča je tudi statistika, torej dobljenih ali izgubljenih primerov na sodišču v Strasbourgu. Slovenija ima statistiko 94% vseh primerov, ki pride na to sodišče, si jih Slovenija izgubi. Tako, da lahko rečem, tista zadnja inštanca, ki največkrat vodi tudi Vrhovno sodišče, bolj ustavnega, ki je pač specializirano sodišče samo za človekove pravice, je tisto, na katerega seveda lahko največkrat pokažemo tudi s prstom. Slovenski demokratski stranki, lahko rečemo, tudi ne želimo etiketirati vseh tudi sodnikov na tem sodišču, da niso sposobni, da niso vredni podpore. Žal za magistra Damjana Florjančiča lahko rečemo, da njegova tudi statistika kot sodnika Vrhovnega sodišča, ki bi naj bil specializiran za kazensko-pravne zadeve, da ni takšna, zaradi česa bi vzbujal, lahko rečemo, nekaj empatijo, predvsem pa tudi neke karakteristike, s katerimi bi lahko vodenje tega sodišča peljalo, lahko rečemo, v neki sferi prenavljanja slovenskih sodišč, torej iskanje nečesa novega. Lahko rečemo, da velja parola, nekoč je veljala parola po Tito, na Vrhovnem sodišču velja parola po Masteši Florjančič, gre za kontinuiteto nadaljevanja neke sodniške miselnosti, ki bi morala že davno ugasniti, gre za nadaljevanje pridnih in poslušnih sodnikov in ne nadaljevanje sodnikov, ki so avtonomni, ki so strokovno avtonomni, ki so neodvisni in ki se pri različnih rešitvah izpostavljajo. V takšnem primeru lahko ugotavljamo, da pod sedanjo koalicijo vsak, ki se je kakorkoli izpostavil, tudi v zadnjem, najbolj parajočem primeru v zadevi Patria, ki je trajal skoraj desetletje, kjer lahko rečem, smo izgubili 3 volitev, kjer nikoli nismo doživeli, lahko rečemo, poštene tekme, kjer bi, lahko rečemo, v ospredje prihajali programi strank, kjer bi lahko Slovenija naredila poštene reforme in bila danes ena najuspešnejših malih evropskih držav, je tudi pravosodje in politika v pravosodju opatrovala k temu, da je ta postopek trajal predolgo, da je na koncu tudi kandidat Damjan Florjančič bil v senatu, ki je v zadevi Patria zavrgel takratno pritožbo na tretjo distanco in kjer jim je potem Ustavno sodišče jasno povedalo, da je šlo za kršitev, in on kot človek, ki bi naj tudi, torej v vlogi tudi pedagoškega delavca, nekaj časa je gospod magister Florjančič vodil tudi usposabljanje mladih sodnikov, ravno z področja kazenskega prava, ravno na tem področju je doživel največji fiasko ravno z odločbo Ustavnega sodišča izpred 2 let. Imamo seveda tudi njegovo ime, lahko zasledimo tudi v nekaj primerih, torej kršitve človekovih pravic, tako zvane Šturmove statistike, kjer je pred več kot 2 letoma jasno dokazal, da je šlo za,
tako rečemo, dolgoročne kršitve človekovih pravic številnih sodnikov, slovenskih sodnikov in takšni sodniki po našem mnenju, po mnenju Slovenske demokratske stranke, nimajo prostora v slovenskem pravosodnem sistemu, še najbolje pa nimajo prostora v vrhu rednega slovenskega sodstva, ki ga predstavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Hvala. Če završno vprašanje, prosim.